poante visi. Hvala še enkrat za povabilo tudi na okroglo mizo. Najbolj pomembna, ena najbolj pomembnih stvari je, da dejansko tranzicije se ne začne na pisarni, ampak da se tranzicije se začne pri prebivalcih. In da to lahko aktiviramo, je treba predvsem tudi vlagati v ta sistem izobraževanja na vseh nivojih. Torej, skrbeti, da vse jasno komuniciramo, kaj si želimo, buildamo capacity, da bojo tudi vsi razumeli, kam gremo, in da tam, kjer imamo vrzeli, da tudi skrbimo za upskilling teh capabilities, ker če to lahko, lahko skrbimo za to, da se to dogaja, bojo tudi iz drugih virov, tudi ta finančni del lažje dostopno. Če je trg sam od sebe skrbi, da v Velenju, ne vem, prej smo govorili o te čarterje za električne avtomobilov. Če dejansko električnih avtomobilov v Velenju več, bo tudi ta trg se bo odzval na to in bo skrbel, da so tudi postaje. Seveda, mestna občina lahko nek akcelerator tega, ampak če ni avtomobilov, potem tudi ni smiselno. Tako da, fajn bi bilo, da to gre roko v roki, torej izobražujemo prebivalstvo, kam mi hočemo iti, potem pa tudi bo trg se odzval s pomočjo mestne občine, da to potem tudi suportira. Jaz mislim, da to je glavna poanta celotne tranzicije v ta nadzor. Ker brez spremembe navad prebivalstva ali podjetje še zraven, nič ne bo tega. Hvala. Torej, sodelovanje prebivalstva je eno od ključnih elementov in pa posebej mi je še ta zadnja spremembe navad. Predstavniki nevladnega sektorja, vi veliko delate z prebivalcem. Kakšno je po vašem mnenju stanje oziroma zaveščenost verjetno v misijah, ne prav globoko, ampak o posameznih vprašanjih, ki se bodo dotikale, pa najbrž obstaja nek nivo znanja in zaveščanja. Nenazadnje tudi vi ste aktivni že nekaj časa. Ja, hvala lepa.